Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Zanimiv Facebook pogovor nas čaka. Govorili bomo o UTR sistemu, torej o novem sistemu točkovanja. V naši družbi pa je Marko Por, predsednik strokovnega sveta pri Tenis Sloveniji. Kaj UTR sistem torej prinaša tenisu v Sloveniji? Ja, mi smo se v Tenis Slovenija in v strokovnem svetu že dlje časa ukvarjali s problemom nerealnih lestvic slovenskih. Predvsem smo tu naleteli na problem najboljših igralcev naših, ki so recimo v starosti 15 let nastopali že na ITF turnirjih do 18 in tam dosegli nek soliden rezultat, medtem ko na slovenskih lestvicah jih pa potem sploh ni bilo. In posledično se bo zdaj ta UTR ranking tudi upošteval tudi te rezultate. Vsak bo za zmago proti nasprotniku, ne glede na to, ali je to v polfinalu, finalu, četrtfinalu, dobil točke glede na to, kakšno kakovost ima njegov nasprotnik. Poleg tega smo se pa tudi ukvarjali s problemom, da so nekateri igrali čim več turnirjev, včasih tudi bolani, samo zato, da bi dobili točke za uvrstitev, ker v osnovi dolgoročno tenis ni zbiranje točk, ampak je potrebno delati na kakovosti, igrati čim bolje. In predvsem ta UTR sistem, v bistvu ti tukaj dobivaš točke na podlagi, koga si premagal, s kakšnim rezultatom si izgubil, in na podlagi tega se tvoj rating zvišuje ali znižuje. So to torej vse te prednosti, ki jih ti še vidiš morda poleg tega, kar si povedal do zdaj? Jaz vidim to predvsem v tem, da naši mladi igralci 12, 13, 14 let ne bodo divjali po turnirjih samo zato, da bi recimo bili so primeri, ko je otrok 12-letnik šel na turnir z vročino samo zato, da je dobil točke za uvrstitev, ker drugače ne bi bil uvrščen v Masters. In to se meni zdi zelo problematično. Zdaj tega problema jaz mislim, da ne bo. Kako je s tem v tujini? Vemo, da nekaj držav ima ta sistem. Kakšne so bile te izkušnje? Si se morda ti osebno s kom pogovarjal o tem? Recimo Nemčija, Italija, Avstrija imajo ta sistem že dlje časa. Res, da recimo Avstrija ima poleg tega še tako lestvico, kot jo imamo mi, in uporablja v bistvu obe dve lestvici. Jaz mislim, da trenutno mi tudi imamo obe lestvici, res, da te UTR lestvice ne objavljamo. Mislim pa, da s 1. aprilom ali s 1. februarjem, ne vem točno, bo pa prišla v veljavo ta UTR lestvica. Vsekakor pa izkušnje, ki nam govorijo iz drugje, so pozitivne in jaz mislim, da je to pravi korak. Ves čas govorimo o tem rangiranju. Kakšno je tvoje mnenje, da že pri 12 nekako je ta lestvica? Kako vi gledate v strokovnem svetu na to, ker mnogi starši kar malce preveč pogledujo prehitro na te lestvice? Ja, to je problem, s katerim se ukvarjajo veliko držav po svetu. Recimo Švedska nima lestvice do 12 let, nekatere jo niso imele, pa so uvedle nazaj. Ko sem se pogovarjal z trenerji iz držav, kjer prej niso imeli lestvice do 12 in so jo uvedli nazaj, so večinoma rekli, da so bili to pritiski staršev. Ker recimo selektorjem, ko ni bilo lestvice, je bilo zelo težko sestaviti ekipo za recimo Evropsko prvenstvo. In večinoma zaradi tega so teniške zveze lestvice do 12 let pustile. In ravno zaradi tega, da nimajo težav z izborom ekipe. Vendar pa ta UTR sistem naj bi to vsaj delno popravil, ali kako je to? Ja, UTR sistem delno v bistvu te zadeve spreminja, ker recimo UTR ranking ima lahko rekreativec in ga ima 12-letnik in ga ima profesionalni igralec. In v osnovi vsak ve, kam spada.
Trenutno v Sloveniji, če si prvi do 12 let, ne moreš reči, jaz sem pa tretji do 14, ker enostavno ne igraš turnirjev do 14. Zdaj se bo pa trenutno videlo, če je nekdo do 12 let res toliko dober, in tudi ima mednarodne rezultate, bo lahko s tem, tudi če ne igra veliko turnirjev do 14 let v Sloveniji, tudi tu visoko na lestvici. Zdi pa se torej, da se svetovni tenis počasi premika k rating načinu, ki bo krojil lestvice. Tudi ITF je razvil rating sistem skoraj identičen UTR-ju. Kako gledaš na to, če nekako zaključiva? Kakorkoli, mislim, da končni sistem ATP bo vedno je tak, kot je, in mislim, da je dobro postavljen ATP in WTA, profesionalni sistem. Medtem ko se pa pri Tennis Europe lestvicah in pri ITF lestvicah, recimo pri ITF in Tennis Europe se v rankingu sedaj že mislim, da več let upoštevajo tudi dvojice. To je skupni ranking, ker je z mojega vidika, strokovnega vidika odlično. Medtem ko in to bo tudi, recimo, to se bo upoštevalo tudi pri UTR rankingu. Medtem ko pa čisti profesionalni tenis je pa, mislim, da si tukaj ne moramo zatiskati oči, pa točke so tiste, ki na koncu so važne. Ampak dajmo v začetni fazi, jaz sem mnenja, da v začetni fazi to ni tako potrebno, da otroke že pri 10 letih naučimo, da so važne samo nabiranje točk. V mlajših kategorijah mislim, da je bolj važno, da gledamo na kakovost, na razvoj igre, na razvoj osebnosti otroka. Hvala lepa, Marko. Lepo je videti torej, da kljub svoji majhni organizaciji Tenis Slovenija želi biti napredna in vpeljati nov, bolj realen in pravičnejši način rangiranja tekmovalcev. Hvala. Hvala, Anže.